Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno, v kateri gostimo predstavnika pomurskega kluba ameriškega nogometa Denisa Fleischhakera. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek povejva, kakšne so trenutno aktivnosti Storksov v tem norem času? Ja, dobro ste to povedali, v norem času. Koliko nam dopuščajo pač omejitve pa stvari v tom trenutku, izkoriščamo treninge predvsem za kondicijsko pripravo, ker žal nekših kontaktov, kak znamo v tom trenutku, ne sme biti. Ampak se pravi, izkoriščamo pa te čas predvsem za kondicijsko pripravo pa za razne vaje, ki jih pač razmere trenutno dopuščajo. No. Kakšni so bili sicer začetki ameriškega nogometa v Sloveniji? Ja, jaz vam lahko povem predvsem iz strani našega kluba Storksov. Začetki segajo v letu 2011. So se pač zbrali, mene sicer konkretno tako reče ne bilo zraven, ampak se je zbralo enih par mladih fantov, ki so imeli pač željo potem, da bi sprobali še ta šport. Ti mladi fantje, ker so se zavedali, da je edini šport na svetu nogomet pa košarka, ampak še obstaja kaj drugega, taka vsaka in čast. In potem se je pa začelo. Potem se je pa začelo tudi že na državni ravni, z nekimi ustanavljanji klubov še drugje po Sloveniji. Vse so že bili tudi pred našimi. In tako kak pri večini tudi drugih športov se počasi je to ugradilo, z nekšim spoznavanjem samega športa in se je pač do te mere pripeljalo, kak je danes te šport. Koliko je sicer ameriški nogomet poznan pri nas? Moram povedati, da je kar poznan, no, bi si človek mislil mogoče, da je manj. Zdaj, seveda, meni, ker sem v ton bolj tudi verjetno imam občutek, da je bolj poznan, ampak sigurno je bolj, kak je bil pred, 10 leti. In vsako leto bolj, ker tudi iz interesov, ki jih dobimo iz strani ljudi, ki bi se pridružili ali ki jih nasplošno zanima ta šport, je vsako leto več. Tako da potem sklepam, da je kar poznan. Ni tako, kak bi mi si sicer želeli, ker so pa vseeno je eksotičen šport, če temu lahko povemo, tak pa si verjetno marsikdo ali malo težje ali pa sploh ne predstavlja ali pa narobe predstavlja, kaj pomeni ta šport. Za marsikoga je to grobi šport, se zlomijo kosti na vsakem treningu, ne vem kaj vse. Primerjajo z rugbyjem. Tudi. Dočim po moje je rugby dosti bolj grobi šport, predvsem zaradi tega tudi glede zaščite. Zaščita je dosti manjša, kot pri ameriškem nogometu. In pa se pravi, si pa marsikdo to predstavlja. Saj ne bom rekel, res je to odbojka ali pa balet, ampak vseeno je poskrbljeno za varnost, tudi zaradi samih treningov, priprav in tega, tako da igralec je pripravljen na samo tekmo, tako da se teh poškodb je bistveno manj, kako bi si človek mislil. Drugo, kar pa je oprema, ki je poceni. Seveda imaš range od do, ampak že v osnovi za marsikateri šport pač mogoče rabiš kratke hlače, majico pa ne vem, kopačke ali pa obutev, ja. Tu pa je vseeno malo bolj čelada, rokavice in tako naprej. Tudi to je eden pač dodatni strošek, pa dejavnik, ker je mogoče vpliva, ker je to ne tako razširjeno, kot mogoče ker je drugi šport. Bi pa težko, lahko rečeva, da bi težko našli laika, ki še ni slišal za Super Bowl. Ja, verjetno ja. Jaz bi rekel, da ja, no. Kako skrbite za promocijo ameriškega nogometa pri nas? Ja, za promocijo se trudimo skrbeti,
prek seveda, to je zdaj najbolj popularno, te razno omrežja, Facebook in tak naprej. Internetna stran, ki jo imamo, predvsem pa preko nas samih, se pravi članov, ki smo trenutno v klubu in mi smo glavna promocija tega kluba, tako da to je še po mojem mnenju najboljša pa najbolj ziherno promocija. Pa da ta šport malo približava našim gledalkam in gledalcem, bi povedala še, kako poteka prvenstvo v Sloveniji, koliko je ekip in kakšen je sistem tekmovanja? Zdaj, ekip, bom rekel, se dostikrat spreminja iz leta v leto, ampak nekje v povprečju je 4 do 5 ekip, ki konstantno, bom rekel, tekmujemo v državnem prvenstvu. Način tekmovanja je, da se pomeri vsaka ekipa pač z vsako ekipo med sabo enkrat in potem na koncu še pač neke vrste Super Bowl, ko smo prej omenila. Zdaj, če so to 4 ekipe, potem prva in druga igrata za naslov, in pa te tretja in četrta še za tisto tretje mesto. Zdaj pa, če je pa več ekip, pa se pač sistem prilagaja. Zdaj, recimo v najenostavnejšem primeru, če so recimo 4 ekipe. Če pa je pač 5, pa načeloma isto, pač, ampak tista 5. ekipa pač ne sodeluje v tistem končnem dogodku, ki pa se pač te potrudimo pravzaprav vse ekipe in tudi Zveza ameriškega nogometa, moram povedati, na koncu, da je to neki dogodek, pa da se na nek način spromovira tudi ta šport v Sloveniji, pa da se nekako, ker sam Super Bowl mora biti dogodek. Sicer nimamo tako dragih reklam, kot jih imajo tam, ampak se trudimo, da pač uživamo, pa da tudi ljudje uživajo lahko v tem dogodku, več ali manj celodnevnem. Cilj vsake igre je seveda zmagati. Kako izgleda ta postopek? Kaj se sploh dogaja na tekmi ameriškega nogometa? Kaj vsaka ekipa poskuša doseči? Ja, vsaka ekipa poskuša doseči gol, se pravi touchdown, če uporabiva pač tako. In čisto enostavno, ekipa 9 ali 11, pač odvisno, to so dve možnosti igranja ameriškega nogometa, poskuša priti z žogo do ciljne črte, nasprotnik pa jim to poskuša onemogočiti in to je najbolj enostavno, ker niso zapletena pravila, ampak bi pa rabila kar več časa, pa mogoče kaki posnetek, da bi lažje točno pravila razložila ljudem oziroma gledalcem, da tako bo težko. Kako sicer potekajo vaši treningi in kako ta šport približate mladim? Ja, mladim ga približamo predvsem z udeležbo na raznih kempih športnih, v sodelovanju z drugimi ekipami, ki nas pač povabijo, da predstavimo ta šport mladim. Preden se je pač ta situacija, ki je zdaj začela, smo obiskovali tudi osnovne šole, srednje šole, tako da na ta način smo. In pa seveda z samimi treningi probamo objavljati, kje smo, kje nas vidijo in tudi tam lahko pač pogledajo, kako to izgleda. Tako da ja, na ta način, predvsem na ta način. Kakšni so vaši cilji v prihodnje? Ja, zdaj, če sva že govorila o mladih, sigurno to tudi nam, kot verjetno tudi ostalim športom, se zavedamo tega, da če hočemo ta šport dvigniti na višji nivo oziroma ga ohraniti tudi v bodoče, je sigurno prva skrb mladi, se pravi spodbujanje mladih, da se odločijo za ta šport, da pridejo na treninge in seveda tu pa zdaj
nastopi naslednja situacija, ker zdaj, kot sva že prej omenila, ni to šport, da bi pač mlademu dal obutev, pa kratke hlače, pa majico, pa pride na trening. Sicer nekaj opreme klub ima, ki jo pač izposodi, ampak se pravim, ni pa to čisto tako enostavno kot pri drugih klubih, ne. Zato zdaj se trudimo oziroma delamo na tem, da bi v klub vpeljali tudi brezkontaktno različico ameriškega nogometa, ne, flag football se imenuje, ki pa je lažje dostopna širši javnosti. Se pravi, tam pa ne potrebuješ ščitnikov ali karkoli, je zadost dres pa obutev, ne. In da na ta način, ker tudi na ta način bi lažje mlajšega vpeljali v ta šport. In preko tega potem seveda pa je tista nadgradnja članska ekipa v tackle različici, ne, to pa je pač pravi ameriški nogomet, no. Tako da ja, na ta način delamo zdaj na tem, da se vzpostavi tudi ta ekipa. Moram pa tu povedati, da je kar zadnje čase aktualna ta različica v Sloveniji. Je tudi dosti več ekip kot tackle ameriškega nogometa. Zdaj sicer na pamet povem, ampak mislim, da jih okrog 10, če še ne več. Tudi poteka državno prvenstvo. Tako da jaz sem prepričan, da je to najlažja vstopnica, da si narediš neko bazo člansko za potem za pozneje pač, ali pa pač vztrajaš tudi pri tistem, se vseeno, ne. Nekdo se pač odloči, nekdo pa mogoče ne. Glavno, da se približaš tem športom. Točno tako, ne, točno tako. To je glavni cilj, da na ta način, ker zdaj, se pravim, ker je to dokaj eksotičen šport, če lahko temu tako rečeva, nimamo glih kadra, da bi zdaj rekel, da jih moramo odslavljati, ne. Kdor se odloči, tudi več ali manj ostane, no, to je res. Ampak rabi pa tisti korak, da se odloči, ne, tu pa so previdni, no, zelo žal. Kako je pa ameriški nogomet sicer razvit v okoliških državah tukaj po Evropi? Ja, najbolj v Avstriji, tudi Madžarska ima kar močno ligo, Italija, Hrvaška je imela, zdaj sicer mislim, da so razmere malo tudi slabše ali pa recimo podobne kot pri nas, če bi gledal procentualno na velikost države. Ampak drugače pa Avstrija, Italija, Madžarska pa so kar močne. Močne ekipe, pa tudi državna prvenstva so kar močna. Ene naše ekipe celo so tekmovale že tudi v avstrijskem državnem prvenstvu. Tako da tudi to je dobrodošlo, no, ker je tudi samo znanje, pa se tem prenese z ene ekipe na drugo. Tako da, ja, te države imajo kar razvito, ne. Ob koncu bi še kaj dodali za naše gledalke in gledalce? Ja, saj mislim, da sva kar dosti povedala, ampak vseeno bi povabil, naj nas obiščejo na kakem treningu, zdaj kje potekajo treninge, pa to se pravi na teh socialnih omrežjih, pa omrežjih je vedno dostopno, vedno vidno, kje smo. Brez obveznosti naj prijejo pogledati. Če jih bo zamikalo, sprobajo, rade volje. Drugače pa pravim tudi za mlade, ko bomo tako daleč, da se bo ta ekipa, kot smo prej omenila, flag, se pravi brezkontaktne različice, vzpostavila, bomo sigurno to obvestili javnost, da lahko potem tudi mlajši pridejo pa sprobajo. Ali pa bomo prisotni, kot sem rekel, do zdaj že na kakih kempih športnih in tako naprej, da vidijo. Sigurno bomo tu, pa bodo ljudje izvedeli, no, za nas pa vedeli, kje nas najdejo. Tako da vabljeni, no, rade volje.
Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, toliko smo imeli za vas pripravljeno v današnji oddaji Aktualno. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.